če bi z eno besedo rekel, pomoč v različnih oblikah. Recimo, če nekdo dobi status begunca, je prvo leto najprej v azilnem domu, potem je za eno leto v integracijsko hišo, potem pa že vprašanje, kam bo šel, stanovanje iskati. In enkrat vem iz izkušnje, ko sem malo hotel pomagati enemu, ki je bil v centru za tujce in ki je policija dala dovoljenje, da bi lahko šel ven, pa se rekel, če bi lahko sprejel, pa tako, koliko ljudi je reklo, to pa ne, kdo bo plačal. Pa tudi, če bo ministrstvo za notranje zadeve kdo plačalo, ja, to pa že je policija, to pa že navadno reč. To je veliko strahov, ko ne potrebno včasih. In če imaš neke stike s takimi ljudmi, potem veš, da je nekaj potreben pomoči in strah po eni strani te lahko zelo paralizira, po drugi strani pa neko srečanje s človekom te pa lahko zelo obogati. Še posebej, ko se nekako skušaš poželiti v stisko tistega človeka, kaj je šel skozi, kaj je mogel zapustiti. In če veš, da bo ta tukaj ostal, da begunci tukaj ostanejo, je res lepo, da jim čim bolj pomagamo. In včasih je vprašanje stanovanja, kje bo stanovanje. Ko imaš stanovanje, potem se odraslo razpravlja, kje bom pa izdelal, pa kaj bom delal, pa morda včasih je težko dobiti, po drugi strani pa recimo veliko recimo v Italiji, veliko takih ljudi pomaga, recimo ali ostarelim recimo, ali so gospodinske pomoči za doma, lahko tudi tukaj, ali pa kaj drugega. Poznam recimo, ko sem bil za božično na oddaji na zdravje, je bila ena Iračanka, ki ima fakultetno izobrazbo, je prišla sem z družino, kristjanka, dobila status, se je zaljubila enega Slovenca, zdaj ima enega otroka, tako da so tudi, ampak je bilo težko na začetku, pa kultura, Irak, pa Slovenija, ampak potem počasi, pa z otrokom, tako da marsikaj se da narediti. Včasih je potrebno malo več kreativnosti, no? A pa malo manj togosti, pa ja, kaj pa zdaj? Včasih kakšen župnik rekel, imaš prazno stanovanje, župnišče, pa zakaj ne bi eno družino sprejel, recimo, tako, za nekaj časa. Včasih ima kakšno župnišče tako prazno, tako, kot idejo, recimo, tako. Ali pa, po drugi strani pa vsi nekako gravitirajo v Ljubljano, zato ker pa če več možnosti za delo, ali imajo kakšno mrežo socialno pomoči, ali pa prijateljske pomoči, po drugi strani pa včasih kakšno manjša mestece, ali pa manjša vas, zato je en človek, pa ena družina, nekako tudi lažje ga integrira. Meni bo všeč ta beseda integracija, pa asimilacija. Integracija pa če ti ostaneš ti, ampak si v drugem okolju. Tudi lahko ti tudi nekaj prispevaš k tem, v tem novem okolju. Tako da to stanovanje, delo, če so otroci recimo v šolah ali na fakultetah, je to težko. Po drugi strani pa če lahko pomagaš, tako da imaš različne načine pomoči, ali pa tečaj računalništva. Pomagaš, če ti danes znaš upravljati računalnik, si izgubljen po domač povedano. Tako vsak ima mobil, pa tako, ampak računalnik velja malo bolj tako. Tako da pomoč v računalništvu recimo.